Fantasy. Radio Fantasy. Legendarni popcorn je tole iz 50-ih let in ostaja ista melodija, tudi ko se je naredil par mesecev nazaj. To Velu in To Die For. In za umret bo tudi jutrišnja rokometna tekma z Barcelono. Ja, zdaj rokometaši si kar podajo našo kljuko, ne? Zdaj imamo pa naše pebe. Sicer bom rekel, da imamo v gosteh rokometni klub Celje Pivovarna Laško, ampak mladi Gal Gaberšek je tukaj le. In Mitja Janski nima kaj izgubiti proti svojemu bratu. Tako, in sta prišla in nabutala zdaj oba dva. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. To je del pogovora izven etra. Ne? Gala, najbolj moti to, če mu rečejo, da so mladi fanti, mlada ekipa. Zakaj? Ja, mislim, vseeno vseeno to pač. Ne vem, mislim, vsako tekmo je treba iti na zmago. Mislim, meni je cilj vsako tekmo zmagati. Pa nima veze, koliko si star, si izkušen. Točno to, mislim, vse izkušnje, ja, to se pozna, sigurno se pozna, ampak pač. Ja. No, ampak glede na to, da si glihka rekel, da si želiš vsako tekmo zmagati, to mislim, da je več kot dokazal na tekmi z Velenčani, ko si v zadnje, pol minute? Ne vem, koliko je bilo. Ja, mislim, da 33 je bilo do konca. Pol minute si v bistvu preletel na igrišče, ker smo imeli enega igralca manj in ubranil žogo Velenčano. Dej razlož malo, kak občutek je bil to, ko si laufal na igrišče, ker si bil na klopu. V tistem trenutku sem se... Rutina. Ja, Janko. V tistem trenutku sem sam upal, da ne bo prehit vrgo, ne? Mislim, da bom prav čas vzaj. On se je tudi malo tak, ne vem, vzel si je zelo veliko časa, to me je zelo presenetilo. No, bolj za tebe. Ja, mislim, da je bilo odlično. No, si bil kak nov zdevek zdaj? Kak panter, kaj takega? Ne, to nisem žal nič. Gal, ena stvar me sam zanima, koliko si ti visok? 201 cm. Koliko je pa gol visok? 2 metra točno. No, ker to sem glih gledala na tekmi, da bogi revež, Bog ne daj, da bi en, korak nazaj naredil, ker bi jih dobil po buči. Ne, vse se mi je že zgodilo. Enkrat sem celo tak nekako poskočil in sem kar fajn dobil takle v zadnji del. No, vidiš, jaz teh problemov ne bi bila. Mitja Janc, mlajši brat Blaža, ki bo nasproti tebi stal jutri. Kak feeling je to? Zdaj, ko imaš malo več izkušenj, pa malo večjo vlogo tudi, ne? Ja, res je. Tako sem že velikokrat rekel, to bo spet neka posebna tekma. Ja, imam malo bolj vidnejšo vlogo v ekipi, tako da mislim, da bo to pravi bratski dvoboj. Jaz bom dal vse od sebe, da ga premagam. Da mu dokažeš. Ja, da ga prvič v karieri premagam, da začnemo takle naprej. Misli, da te bomo mi vsi s tribun želeli in pomagali to in bomo fejs navijali za vas? Ne? Blaža imamo radi, to moramo povedati, ampak pa 3 pikice. Zdaj imate mene bolj. Tako, bravo Mičo, to si vrel. Dopolnil si stavek s 3 pikicami. Ne, absolutno, mislim, zdaj jaz sem čula iz strani večjih ust, ne, da se karte baje prodajajo ekstra. Kaj to pomeni? Da treba iti še danes hiter po vstopnico, ker jutri lahko, da jih ne bo več? Ja, absolutno. Mislim, te velike 2 tribuni sta že polni, nabito polni, tako da... Pa zastavo dal stran? Ja, absolutno. Mislim, če bo došli ljudi, mislim, da bi bilo to kar fajn, no. Tako da bi vse povabil, da si zagotovijo svojo vstopnico že danes. Danes manjka slučajno. Danes manjka. Še pred tem pa morate iti tudi pred tekmo v official shop, ne, se pravi v trgovino. Kjer si kupite lahko tisti, ki gledate naš video oziroma boste ga gledali. Cele je zakon. Hudije, majčke, drese, šale, kape, rokavice bojo tudi glede na zimo, ki je zunaj. Rokavic mislim, da še ni v ponudbi, je pa mogoče to za naše v klubu, v pisarnah ideja poslovna. Ker Gal, kaj se je zgodilo danes zjutraj, ko si se zbudil? Zelo mrzlo je bilo to. Pa. V šoku sem bil malo. Sam on se je zbudil v 2 stopinji Celzija, jaz pa v -1. Ja. Fajn, malo muske pa še kako rečemo. V bistvu se pogovarjamo pa o rokometni tekmi. Jutri prihaja velika Barcelona v Celje. Tekma je ob kateri uri? 15:07. 18:45 je tekma. 2 uri prej pa mi zunaj tudi malo še, bom rekel, dvigujemo vzdušje. In samo zavest rokometaša. Seveda, ne. Malo muske, z nama sta torej Gal Gaberšek in Mitja Janc, RK Celje Pivovarna Laško. Tole pa je Gala in Freed from Desire, 6 minut čez pol. Dobro jutro. Dobro jutro.
Freed from Desire, poletna uspešnica letošnjega poletja, sicer v mnogih remixih, ampak gala iz 90-ih let, 9:30 ura, kakšno vreme nas čaka? Poletno definitivno ne. Danes bomo namerili nekje do 12 stopinj Celzija, trenutno jih imamo zunaj okoli 4 stopinje Celzija, nekaj oblakov je sicer na nebu, sonček pa bo tekom dneva tudi posijal, medtem ko jutri bo sijalo sonce v dvorani Zlatorog, kjer bodo igrali naši rokometaši. Modri fon oktobra je v znamenju pozitivnih sprememb. Izberite Samsung Galaxy A54 5G z izjemno baterijo ali Samsung Galaxy A04s s 50-megapikselno kamero in prispevajte k skupni donaciji za ozaveščanje o raku dojk. Obiščite nas v nakupovalnem centru Planet Tuš Celje. Skermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije. Zakaj je Celje zakon? Ker ima najboljše navijače, ki podpirajo mlade rokometaše. Drži, evo smo pri jutrišnji super tekmi, v Celje prihaja velika Barcelona, z nama v studiu pa Gal Gaberšek in Mitja Janc. Dobro jutro še enkrat obema. Dobro jutro. Zdaj ste se že malo grela, a ste se? Gal, dej nekaj potak, Ja, pa prosim. vem, če me tu. Gal je Zdaj prišel sem mandarino dal stran, pa... A ti tolčeš to mandarino, Ja, jaz bi, dum, ko da imamo neke nizke tone. No, Gal si se zdaj malo že ogrel, ko si prišel kot ledena kocka. Boljše je, je kar fajn toplo v studiu. Mislim, zdaj, ko sta videla prišla, je še bolj vroče, ker smo že navijaško razpoloženi. Tako da počasi se bo že treba začeti slačiti, tako da ne vem, zakaj imate še kar hudi agar. To je zaradi reklame, ja. To je sam reklama, ne sme. Ja, Se bo. pa moja posluša Šuši, tako da prosim. Ja, okej, v redu. Se ne bo slekel brez skrbi. Ja, nikoli ne veš. Ej, sam res, nazadnje, ko si bil Gal tukaj, smo se pogovarjali o eni super napravici, za katero ti tvoja ni pustila, da jo kupiš. Če se ne motim, je bil to PlayStation. To, tako, ja. In kaj se je zgodilo s to napravico? Ja, kupil Super sem ga. investicija. Ja, kupil si ga in Kupil sem ga. Ja, pol sem ga pa čez nekaj časa pol tudi že dal naprej, ne, enem kolegu v Avstrijo, ko je šel igrati, ne, da se lahko igra pol, da mu ni dolg čas. Ne. Jaz imam pa itak ne skozi tu kolege, pa to ne, pa se zamotim s tem. pa tvojo. Pa moja, ja, tudi, no, ja, to. Mislim, to, ja, ne, Ne, to je za vikende bolj, ker čez teden je tak ali tak na faksu, ne, tako da. Pridna punca, kaj pa s tvojim faksom? Jaz, evo, upisal sem se letos 3. letnik, delam, Opa. tako da se borbamo, zdaj za vikend sem še ene Kje si seminarske bolj naloge agresiven, delal, pri tako da. faksu ali pri rokometu? Definitivno v rokometu, ampak se borbam tudi na tem študijskem področju, tako da vztrajamo. Le rezultati, ki bodo prišli pri rokometu, bodo pomagali pri faksu, ker bodo mogoče profesori takole malo gledali čez prste. Ja, ne, sej to moram reči, da imam to srečo, da se mi je to že zgodilo, mislim zdaj, ko sem šel 14 dni na prvi ta šolski dan, kako se temu reče. Študijski. Sem se že neki, ja, študijski Študijski dan, dan, no, ne vem, ja. Sem se že neki dogovoril tudi na te karte malo, da bomo neki, Vidiš, ne? neki zmutili, no. No, v šoli se ne muti, ne tako, ko se ne muti na igrišču, ampak se dejansko igra, je treba Ne, pač. mislim, sej bom mogel nekaj pokazati za to, ne, ampak vseeno. Dober Bo malo status športnika je vedno dobrodošel in tudi kulturnika, ker vam je pač mogoče malo imate olajševalne Pač se ne je. okoliščine. Za live mislim. A ja, no, kakorkoli. Dajmo se malo pogovarjati o čem sočnem, prosim. Janc, baje imaš ti nekaj sočnega zame. Spet me je tako vedno. Mandarina, mandarina je. Mandarino, sočna. ki smo jo prej prejela. Ja, To ne so vem, vitamini, povej. Iskreno ne vem, kaj bi zdaj trenutno povedal, ker to je njegova največja želja, da me tule neki, če lahko rečemo, uvali v tako neprijetno situacijo. To smo si že včeraj pogovarjali, kaj bi lahko, pa kaj ne. Pa je Mislim, ker če ne rekel- boš sam povedal, te bom jaz vprašala. Ja, ne? dajmo. Praž ga. Si ziher? Bolj. Če lahko menga jokerja. Čakaj. To pa ni zdaj veš šola, pa dogovarjanje, pa mutenje, ne? Saj veš. No, daj še spraž ga. Jaz rabim vedeti, katera je bila vaša najbolj taka sočna prigoda z oboževalkami. Kakšne so bile mogoče zahteve oboževalke? Kaj je naredila? Ti veš kaj? Vprašaj, Aha. če šteje tvoja.
Ja, mislim, vsi imate verjetno kakšno največjo oboževalko. Zdaj, Matjaž Jelen je zanč razlagal tukaj, ko je dobil modrc na oder gor, ne, in ga je domov prinesel in je njegova to videla. In je obesla v nedeljo pri kosilu čez stol, pa ga vprašala, kaj je to. Je rekel, modrc. Fernas na tekmu je žal. Tega ni, ne. Modrcev ni, ne. Še? Lahko da mogoče po današnjem intervjuju pa bodo. Ideja za jutr. Veš, kaj bi pa lahko naredili, kot je zdaj prihaja ta novoletni čas. Sami postavni fantje, koledar, kakšne lepe frizure imajo, da ne govorimo o six-packih, ki jih ne vidimo, ne. Koledar. To jih pa tu ne bo. Pol bi imeli pa Damjana Murkota, a veš, pa rokometač. Ali pa če skupi neki Ne si želeti Murkota. Tako je, v glavnem nismo zvedeli to, kar si hotela, Šuši, pač fanti skrivajo. Jaz sem drugače imela eno drugo vprašanje, pa ste rekli, da ga ne smem v eter vprašati, ker ne smejo tega povedati, ampak jaz sem imela pač tako osnovno šolsko, saj veš, koga imaš rad, pa koga nimaš rad, pa ne, si pošiljati sporočilca, pa to, pa so rekli, da ne bojo o tem govorili, tako da. Kar ostane, a veš, kar se zgodi tam tudi ostane. No, pač radio tega ne moramo reči, ker pač ne ostane tu, ampak čujejo vsi. No, v glavnem jutri boste bolj konkretni, kar se tiče odgovorov. Mislim, na igrišču. Ja, na tekmi bomo sigurno pokazali našo pravo kožo, naš pravi karakter. Dali bomo vse od sebe, borili se bomo. Ampak jaz še vedno verjamem v možnost zmage. Marsikdo mogoče malo dvomi v nas, ampak mi, če bomo pokazali tako, kar znamo, vse je možno na igrišču. Okay, veš kaj, glede na to, da je žoga okrogla. Barsa je velika ekipa, ne? To vemo. Vemo tudi, da imajo ekipo, ki je že dlje časa skupaj, so homogeni, ampak poleg te naveze, Blaž, ne, pa ti, ne, se pravi Jancov račun, o kom se največ pogovarjate? Kdo je? Ja. Na koga ste vrgli uč pri Barceloni? Mislim, da vsako malo spremlja rokomet, mislim, da je to Dika Mem. Trenutno je sigurno najboljši igralec na svetu. Koga zaustavlja? Ja, to je zelo dobro vprašanje, koga večkrat čujemo tudi na igrišču, na treningu. Ja. Ne vem, vedno najde neko rešitev, neverjetno. A dobite ukaz, faulirite ga? Ja, hitak. To je nekak naš plan, ampak še vedno na koncu. Ti uvide, ne? Mašina. Zdaj pa, ko smo že ravno pri obračunu Janc-Janc, primer, pridejo starši na tekmo, na katero stran bojo šli pa sedeti, pa za koga bodo pa navijali, mislim, a veš, nastane problem. Koga imaš rajši, ker moraš zbirati? Pa mislim, da bo to navijali bojo sigurno za Cele, to tu ni dvoma, ampak tudi za Blaža, ne. Za Blaža pa za Cele, mislim, da je tako prav. Ti si se pa zgubil. Vse je Cele. Ja, dobro za Cele, za mene. Ekipa, ne. Gal, kaj se ti skozi režiš? Ja, tole mi je smešno. Neki ti je smešno, neki mapa ne pove, ne? Neki mapa ne pove. Neki skriva. Neki skriva. Neki pripravo. Tako, nisem jaz več pripravo. Ok, to imate vi igravci, kaj pa vratari? Koliko se pa vi pripravljate na take ase? Ja, vrate odpira. Mislim, zdaj, to je tak, ne. Ti, ko ti tak igralec pride, veš, da bo imel 10 šutov. Ja. Zdaj, vseh veš, da ne boš branil, razen če baš pač nek dan nenormalen in veliko sreče, ne. Zdaj, kaj pa če ti rečemo, da boš vseh 10 branil? Ne bo. Ne, moramo biti pač realni. Proti takem igralcu vemo, da pač, če jih braniš 5, si lahko zadovoljen, ker to je odličen procent in pač tako da, ko gledamo te videe, probamo narediti neko taktiko, ki je danes mogoče ne bi razkril, če slučajno Dika Mem posluša. Ampak ja, sigurno se bomo pač nekaj odločili, nekaj smo se že pogovarjali in bomo pač probali teh recimo 5 žog pobrati pač na nek način, ki si ga bomo zadali, no. Tako da bomo videli. Držim pesti, ne? To je tudi tvoj osebni uspeh, ne? Ja, sigurno. Če mu neseš 5 žog. Vsaj. Jaz absolutno navijam, da jih boš nesel vseh 10, oziroma pač vse, kar boš dobil proti sebi. Glede na tvoje supermanske akcije, mislim, da je to najmanjši problem zate, pa glede na to, da si dolg, pa dolge roke imaš, pa noge, mislim, da glej, oni nimajo zaborek. Tekma torej jutri 15-7, mi smo 2 uri prej pred samo dvorano ali pa noter, odvisno od vremena. Koliko so ostali? Zdaj Mazej, mislim, da se vrača? Ja, Mazej se je zdaj vrnil, tako da nam bo veliko doprinesel.
predvsem v obrambi, ker je res pravi borec, bori se, tako da sigurno nam bo veliko dodal, tako da gremo v boj. Pravilno, fanti, držimo. Ekipa ste pa cela, fiks. Tako, ni noben poškodovan, Žabica je v redu s prstom. Žabiča je v redu. Pozdravite Pebe, pa dejte vse od sebe, ne? V glavnem, še enkrat, se vidimo jutri 18:45 na tribunah dvorane Zlatorog. 2 uri pred tekmo sledi seveda ogrevanje in pa v bistvu spodbujanje navijanja. Imamo še kaj za dodati? Hitro kupiti karte. Ok, Gal in Mitja, hvala lepa. Hvala vam. Čau. Radio Fantasy. Radio Fantasy.